Dober dan in dobrodošli v zaključku kuharskega velikonočnega izziva. Vsem sodelujočim velika hvala za vse poslane vaše kreacije. Ful dobro ste se odrezali, krožniki so bili več kot fenomenalni. Zdaj je pa čas, da jaz naredim glavno jed in pa sladico. Za glavno jed bom naredil en tak velikonočni kiš z ave šunko in šparglji. Za sladico bom pa naredil čokoladne polžke z jagodo. Na tem mestu bi se pa najlepše rad zahvalil partnerjem projekta. Hvala Eurospin, Panvita, Fala, začimbe Kotani in pa da bomo jedi postregali v stilu, je poskrbela steklarna Rogaška. No pa se dajmo lotiti našega nadeva za kiš, ki bo sestavljen iz šparglov, jajčk, ovčjega sira, smetane in pa najbolj pomemben del šunka ave slovenskega proizvoda iz Panvite. Preden začnemo delati naš nadev, bomo pa spekli testo, to krhko testo, ki vsebuje veliko masla in ga bomo obtežili z temle rižem, zato da se ne bo preveč vzdignil. Zakaj bi delali krhko testo sami doma, če ga pa lahko kupimo v Eurospinu? In tole je tale pasta brisé, ki je perfekten za naš kiš. Testo prebodemo z vilico, zato da se ne bo napihnil. Nanj položimo peki papir, obtežimo z rižem, pečemo pa 6 minut na 200 stopinjah. Šparglja bomo nasekljali, prvo bomo pa odrezali ta olesenel del, oziroma lahko kar odlomimo. Tukaj, ko se odlom, to je za stran. Lahko se pa naredi kakšna dobra osnova za juhico. Par špargelčkov bomo pustili za na vrh, da bo naš kiš izgledal še lepši. Šparglje smo narezali, zdaj je pa na vrsti naša šunka. Narezali bomo na kockice in pa na hitro prepražali. Da lepo zacvrči. 5 minut je dovolj. Pol damo pa naš kiš peči. Testo se je že lepo obarvil, 6 minut je za nami. Zdaj pa pogledamo, kako se je lepo spekel. Rob se je že ful dobro spekel. Zdaj ga damo pa še za 3 minutke noter. Naša šunka že lepo diši in ta maščoba, ki jo je spustila, bo dala ta prav okus našemu kišu. Testo damo ven, da se še malenko dodatno spekel. Pustimo, da se ohladi, zdaj pa naredimo maso oziroma preliv za naš kiš. Za preliv potrebujemo 4 jajca, 3 deci smetane, ščep soli, ampak res samo ščep, zato ker je že naša šunka slana. Za pikantnost bomo dali noter malo popra od kotanja in pa ovčji sir. Naša šunka in špargelčki so že lepo hrustljavi. Pretresemo v tole naše krhko testo. Prelijemo z prelivom iz smetane, jajc in ovčjega sira. Dekoriramo z šparglji. Zberite take malo bolj tanke, da bo dobro izgledal. In pa gor damo še malo češnjevih paradižnikov za tisto svežino in sladkobo. Nesmo ga v peč. Pečico bomo pa zmanjšali na 160 stopinj. In bomo pekli 20 minut. Naš kiš je fertik, tako da zdaj ga damo počivati za 5 minut, preden ga postrežemo. Vmes bomo naredili pa eno tako posteljco oziroma solatko, na katerem ga bomo postregali. Vsebovala bo pa rukolo, zeleno jabolko, ki ga narežemo na žuljen, takole. Malenkost bučnega olja, ki se poda k šunki. Malo limone. In pa malo poprčka. Solili nismo nič, ker je že kiš dovolj slan. Evo, preložimo na tale čudovit kristal. Zdaj pa še prerežemo kiš in ga postrežemo. O, slišite, to je noro. In takle lep košček postrežemo na solatki. Povrh damo pa še po želji eno omako narejeno iz hrena in kise smetane. Dober tek. No pa gremo k sladici. Za sladico bomo delali čokoladne polžke z jagodami. Ful je pomembna priprava, tako da gremo kar k sestavinam. Za naše čudovite polžke bomo porabili moko, čokolado, stopljeno maslo, mleko, eno celo jajce, 2 rumenjaka, jagode in pa da bo testo ful dobro vzhajalo, potrebujemo najboljši kvas od Fale. In pa za svežino testa potrebujemo limonin sladkor, vaniljev sladkor od Kotanja.
Evo, kvas je ful dobro hajal, tako da zdaj pa zmešimo skupaj testo. Prvo, kar damo v posodo, je moka. Pol kile moke, eno celo jajce in 2 rumenjaka, 50 gramov stopljenega masla, maščoba mora vedno biti v testu, ščep soli, hajan kvas in pa za svežino testa čudovita sladkorja. Mešaj. Da lepo vnesemo zrak noter. Evo, le kakšne lepe barve je že testo, čisto rumeno bo. Moramo ga pa ful dobro zmešati, zato da se gluten sprosti, pa da se uvije okrog teh zračnih mehurčkov od fale kvasa, da bo pol naše testo super mehko. Testo je zgneteno, zdaj ga bomo pa pustili počivati 1 uro, ko smo ga matrali. Po 1 uri je naše testo shajalo. Kako vemo, da je dobro testo? S prstom gremo noter in se mora vzdigniti nazaj. Zdaj bom pa naredil hlebček za drugo vzhajanje. Naš hlebček je hajal, krat 2 veličina, evo ga. Zdaj ga bomo pa razvalali in namazali z vsemi žalbami, ki jih imamo tlele. Razvalamo ga približno na pol centimetra. Wow, ta testo diši že, še prej je pečen. Spodaj malo pomokamo, da se ne prime. Takole, testo je razvaljeno, zdaj ga bomo pa namazali z stopljenim maslom. Z maslom smo pa namazali zato, da bo bolj žmohten, pa zato, da se bo čokolada bolj prijela na testo. Tukaj imam pa 200 gramov take jedilne čokolade, 45% kakava, zato da bo malo bolj sladko. Vse bomo porabili, evo, takole, ne? Pa za svežino bomo dali gor še jagode. Mater, bo to dobro, ko bo pečenej. Že zdaj le zgleda perfektno. In zdaj lepo počasi zavijemo in čim bolj stisnemo, da bo čim manj zraka vmes. Testo je pa čudovite rumene barve, zato ker smo dali toliko rumenjakov noter in pa zaradi limoninga sladkorja. Zdaj pa še narežemo tele naše polške. Lahko bi dali tole tudi pečko potico, ampak da bo hitrejš, ker včasih nimamo časa, bomo narezali na 2 cm debeline. Wow, to že zdaj izgleda perfektno. Kaj bo še lepo, kaj bo hajal. In jih položimo. Naši polški morajo zdaj še malo odstati, morajo še malo hajati, potem jih pa premažemo še z maslom in v peč z njimi. Pekali bomo pa 20 minut na 180. Po 10 minutah hajanja jih premažemo z maslom, da se bo lepo barvice naredila in gremo z njimi v peč. Maslo ni nikoli dovolj, ne? Pečemo jih 20 minut na 180. Naši polški so ready. Cel stanovanje že diši. Evo, takole pa izgledajo. Zdaj so še čisto vroči. Potem jih bomo pa preložili na tale kristal. Še enkrat vsem velika hvala, ki ste sodelovali v tem kuharskem izzivu. Meni je bilo v veliko veselje. Vam pa želim še veliko kuharskih užitkov in pa takih lepih krožnikov.